vsako priložnost, da se informiramo in pač se nam točno govorijo. Vi ste prej omenila 50,000 pravcev mesečne vaše revije iz Pokšere na netu. Mislim, da je to eno tako središče, ki se morda lahko sprožilo in mečkenim, mogoče, eno mečkeno gesto, pa bi se kepa snega v smislu vi odprli takšno dejanje, ki so vešvedno Zdaj, jaz druge točke, torej, do vaše revije, žal tako močne ne gre. Vete, zelo preprosto, da boste se peticije za ohranjanje vodnih virov. To je veliko bolj pereča zadeva, recimo, kot to, čem se mi zdaj pogovarjamo. Vse nevladne organizacije smo vložili ogromno napora, da ljudi stimuliramo, da podpišejo to peticijo. Kaj mislite, koliko je bilo iz Slovenije poslanih podpisov, da želimo ohraniti vodne vire, da ne grejo v koncesije, recimo, nacionalno? Ne, na srečo je šlo čez 6,000, kar je bil minimum, da bi sploh naši glasovi sešteli. Ampak gledajte, ko mobiliziraš recimo vse medije, ki so pisali o tem, pa celo politiki so podprli zadevo in vse skupaj rezultira s tem, da 7,000 ljudi, edino, kar rabijo narediti, je, da odprejo računalnik in rečejo sign in, nič ne boli, in to naredi samo 7,600 ljudi. Veste, zame je to diagnostika, kje smo. Tako da, to, koliko je problem na eni strani, je vedno problem tudi na drugi. To, koliko je problem v enih Hildi Tovšak, je problem tudi v delavcu, ki dovoli, da mu 6 mesecev ne izplačajo plačo in pristane, da nima za jesti, pa da bo še vedno delal. Dve strani rabiš. Če pogledate širše, mi smo v tem stvarstvu zato, da bi nas te izkušnje naučile, da se postavimo zase, da se začnemo imeti radi. In to se ne dela na cesti, to se morate naučiti doma. Sami sabo. Ja, tale Bog se hvarja, morja in veliko ve. Hvala, Sarja. Ja, pa, ja. Smija mesta je direktiva, ali velja za pridelavo za celotno Evropo enako, ali imajo posamezne države svoje direktive? EU je enotna direktiva, torej eni so misli, kao ne vem, italijanski kriterij, če je nižji od našega in tako. EU direktiva je enaka, ampak veste, obstajajo tudi večji katoliki od papeža, to so pa inšpektori. Torej, enaka je direktiva tudi za turizem, pa tako pa v Nemčiji boste ugotovili, da gostilna ima samo en WC za moške in ženske, pri nas pa še kmetija mora imeti za goste ločeno, za punce pa za fante, pa ne vem kaj še. Tako da mi dejansko iz že obstoječe direktive smo včasih zares bolj mačehovski v Sloveniji do svojih pravnih subjektov, kot so marsikje druge na osnovi iste zakonodaje. Ker vam pove, da tudi zakonodaja se da tolmačiti na različne načine. Drugače, osnovna zakonodajni obseg je enak. A bi lahko rekli za slovenski prostor, da je cena merilo kakovosti za ekološke pridelke? Ni samoumevno. Včasih naša skreganost in neorganiziranost rezultira v visoki ceni. Ni to avtomatično. Res pa je, da že zaradi kratkih poti, da kot imaš možnost direkt od kmeta nabaviti, ko je zraščeno potoncem, ne pa v neki prstenjakih in podobno, da to sigurno je dodana vrednost. Ampak moraš pogledati kmeta v oči, ko boš vedel, kakšna je dodana vrednost.